Epidemija novega koronavirusa je močno spremenila razmere v zdravstvu, pa ne le v zdravstvu, tudi v družbi. In zdaj nas pospešeno preplavlja že drugi val te epidemije, ki močno vpliva na skrb za bolnike, na samo delovanje zdravstva, na odvijanje klinične prakse. Kaj v tem smislu sami doživljate? Kako se odzivate, kako razumete tudi številne odzive v družbi, ki dokazujejo, da posamezniki niso pripravljeni pokazati ne le odgovornosti zase, ampak tudi odgovornosti do drugih. Kaj to pomeni za vse nas? Ja, najprej lep pozdrav. Zaenkrat vas pozdravljam še v belem in z masko na sebi, kar je dobro. To pomeni, da sem v službi in da sem zdrava. V drugem valu smo definitivno današnja številka, skoraj 400, verjetno ste že pogledali na raznih televizijah. Nas zdravnike to zelo skrbi. Zakaj? Jaz konkretno, če govorim zase, delam na Onkološkem inštitutu. Zaenkrat se še nekako držimo. Prvi val smo šli skozi brez bolnika, mislim s covidom. V drugem valu nisem sigurna, da bo tako, in to nas zelo skrbi in žalosti. In nekako med sabo se pogovarjamo, če pride covid v našo bolnišnico, k našim bolnikom, torej bolnikom z rakom, ki so imunokompromitirani, to pomeni, da imajo slabši imunski sistem zaradi zdravljenja, lahko, če grdo rečem, pripravimo črne vreče. Tega si mi ne želimo. In do sedaj smo uspeli nekako se boriti. To pomeni, da nismo ukinjali programov, nismo zmanjševali dela. Veliko kritik, vidimo po družbenih omrežjih, je, da zdravniki nič ne delamo, da smo si sedaj vzeli fraj, da ne vem kaj. Ne, mi delamo. Na Onkološkem delamo in zaenkrat upajmo, da še bomo delali še naprej, da bodo onkološki bolniki oskrbovani tako, kot morajo biti. Zelo se pa bojim, da morda to zimo ne bo vedno mogoče. In tukaj pa postanemo zelo jezni. Zakaj? Zato, ker v tej naši državi, ne vem zakaj, se mi zdi, da ni niti malo solidarnosti, kajti sej jaz razumem, da je treba praznovati 40, 50, 20 let. Jaz razumem, da moraš imeti lepo poroko. Ampak čez to poroko veš, da lahko nekoga ubiješ, pa vseeno se greš to, pa potem še pljuvaš po nas zdravnikih, ki delamo, ne da sedimo in ne delamo nič, kot se nam tudi očita, tega pa res ne razumem. Ne? In verjemite, to ni gripa. Sej jaz nisem covid ekspert, zato se ne bom spuščala globoko v to, ampak kolegi, infektologi pravijo, glejte, kričijo, opozarjajo, ne vem, to ni gripa. Vsi nam očitajo, ja, se to je tako kot gripa. Ne, to ni gripa. Seveda, tudi za gripo umre neko določeno število ljudi. Ampak to je hujša stvar, dlje časa, veliko bo posledic in samo želimo si, da bomo lahko ohranjali vsaj našo, govorim kot onkolog, dejavnost še naprej. V bistvu zanikanje resnosti situacije, še posebno v takih primerih, kot je denimo tokrat pandemija koronavirusa SARS-CoV-2, pravzaprav ni nič novega, vendar vzbuja skrb to, da je v bistvu tolikšen odziv na tovrstna zavajanja, na napačne trditve, na teorije zarot in tako naprej. Kaj menite, kaj se je v Slovencih premaknilo, da se vse to dogaja? Zakaj ne moremo v bistvu nekako pod narekovaji stopiti skupaj, tako kot se je to zgodilo v prvem valu, ko nas je bilo resnici na ljubo vse precej bolj strah? Kaj točno se je zgodilo? Ne vem, če bom vedela povedati tak družbeni fenomen, ampak zdi se mi, da prihajamo spet v srednji vek. Mi smo imeli reformacijo, ljudje, ki nas je rešila srednjega veka. Zdaj pa ljudje verjamejo metodam zdravljenja, ki so jih uporabljali spet v srednjem veku. In tudi neko splošno nezaupanje zdravstvu, nezaupanje zdravnikom. Zakaj se to dogaja, ne vem. Je pa zelo, zelo žalostno,
In res nas žalosti, predvsem dobro, vsak verjame svoje, vsak je gospodar svojega telesa. Če se hoče zdraviti na svoj način, naj se. Tukaj mi pač spoštujemo vsakega. Ampak zdaj moramo stopiti skupaj, zdaj pa medsebojno, a ne? In če recimo se mladi družijo, pa rečeš, ok, so mladi, ampak vidiš, da se tudi ljudje, ki so v rizičnih skupinah, še vedno družijo, pa res ne razumeš zakaj in kada je zginilo. Jaz mislim, da nismo že dolgo imeli nobene epidemije ali pa nekih hudih bolezni, so ljudje enostavno pozabili, kako je, ko je hudo. Ne? In ko se to pozabi, v bistvu tudi, ko smo imeli vojno, ne, če gremo malo nazaj, je bila kratka in smo na to že pozabili. No? Mi smo bili mladi, ampak tudi starejši. In nismo imeli neke hude situacije in ljudje so živeli sproščeno in ljudje so bili navajeni, da je treba iti na dopuste in da je nujno iti smučati in da je nujno iti na obletnice in tako naprej. In zdaj enostavno niso več pripravljeni vsaj malo potrpeti, ker kaj bi se zgodilo, če bi mi se vsi držali 14 dni ali pa mesec dni, bi veliko ljudi prišparali in kar neki smrti bi preprečili. Tako da res ne razumem, ne vem. Po drugi strani se verjetno vsak dan srečujete s stiskami, z osebnimi zgodbami bolnikov, ki jih tovrstna nevarnost najbolj ogroža in jih resno skrbi, kaj se utegne v prihodnje zgoditi. Kaj vam povedo, kako se odvija komunikacija z njimi? Torej tako, onkološki bolnik, preden pride na kontrolo ali terapijo, mi ga pokličemo domov. Na začetku smo to delali zdravniki, sedaj dela to naš klični center. Ampak ko smo mi to delali kot zdravniki, smo neposredno govorili z ljudmi. Ne? Ljudje, torej onkološki bolniki, so bili zaskrbljeni. Vsi so se striktno držali, ker se dobro zavedajo, kaj to pomeni za njihovo zdravje. Tako da kakšnih večjih težav z njimi nismo imeli. Ne? Nekega splošnega strahu ni, ker ko pridejo v našo stavbo, vedo, da so relativno varni. Gredo čez kar hud postopek. Ne? Kličemo jih, pridejo na vstopno točko, mirimo temperaturo. Če je kakršnakoli sum, gredo takoj na test. A ne? Tako da se še vedno počutijo nekako varni. Ampak predstavljate si, ko vse to gledajo, pa vedo, da so v nevarnosti, pa vidijo odzive drugih, ki so včasih tako nesramni, da nam je vsem žal, da smo v medicini, takrat pa in po mojem ni vseeno. Tako da že zaradi njih, pa že zaradi minimalnega spoštovanja do nas, ki smo še, kot pravim, v belem, ne vem pa, če bomo, ker bomo zbolevali, vse ljudi prosim, da naj imajo malo potrpljenja, naj se držijo ukrepov, osnovnih ukrepov, torej maske, distance, tistega, kar je potrebno, da vsi skupaj nekako zvozimo, kajti to je kolektivna stvar. Tako da ali bomo vsi skupaj šli v plus, ali pa bomo vsi skupaj potonili.